Kolegica Klakočar. Ja, hvala lepa. Sem pozorno poslušala kolega Poglajna, ki govori, kako je pripravljen sodelovati in izboljšati to zadevo. In veste, ja, lahko je vaše delovanje bolj konstruktivno. Gospod Tanko je rekel, da boste pripravili amandma, nov člen, ki bo veliko boljši, a ne tole, kar ste dali, ampak nov 16a člen, kjer boste določili organ, kjer boste določili postopek, kjer bo vse tako, kot mora biti, in bo Zakonodajno-pravna služba vaš amandma izrecno pohvalila in predstavila kot izjemen primerek amandmaja, ki je usklajen z čisto vsem in vsebuje popolnoma vse. To pričakujem od vas in vas zdajle javno pozivam, da pripravite amandma 16.a člena. Gospod Tanko je rekel prej, da bo boljši, dober in zdržal presojo Zakonodajno-pravne službe v vseh pogledih. To pa jaz dodam, da bo. Tako da pričakujem vaš amandma v najkrajšem možnem času, da boste to pripravili in nam ga predložili. In ko bo Zakonodajno-pravna služba rekla, da je vaš amandma fenomenalen, super in skladen z vsem in vsebuje popolnoma vse, kar mora, jaz bom tako z veseljem stisnila gumb za vaš amandma. Kar se tiče, poglejte, kako kažete svoj odnos že s tem, kaj tlele počnete. Kot drugo, kolega Poglajn, ne vem, očitanje, nepoznavanje gor in dol. Jaz sem vas tudi že parkrat opozorila, nekatere besede ne znate prav izgovarjati. Naslednja stvar pa je še tista, pa jo bom kar omenila zdajle in mi je čisto vse eno, tudi če ni zdajle tole tema, ampak jo bom omenila in me lahko date tudi opomin, spoštovana predsednica. To, kar ste si vi drzno, kolega Hoivik, meni napisati in mi dati in mi predložiti, jaz sem to tako razumela. Jaz sem razumela, ja, mam je vse eno, ampak tudi jaz imam otroke, veste, imajo tudi oni mene radi in si ne želijo tega, kar ste vi meni napisali. Se smejete? Da si želite, da bi mi čim prej zazvonilo. In naj se ve, kaj dobivam. Kaj dobivam jaz na klop? Tudi med sejo odbora za pravosodje dobivam to. Naj vas bo sram do konca, kolega Hoivik. Tudi vi imate zdaj otroka in vas ima rad in vas bo imel. In ko boste kaj tazga dobili, a veste, kako se boste počutili? Naj vas bo sram v dno vaše duše, da sem to doživela in to dobila. In zdaj bom povedala, dobila sem na odboru za pravosodje, na mizo in tako sem tudi to razumela. Ker vem, kakšni so vaši nazori in vem, kdaj zvoni. Sram naj vas bo. Ok, kdo ima repliko? Kdo ima repliko? Absolutno sem bil napačno razumljen. Zdaj predsednica Državnega zbora, ko izmanjka argumentov, gre pa res na oseben nivo, vpleta z mojim otrokom. A sem jaz zdaj vpletu z vašimi otroki, spoštovana? Nikoli, nikdar, nikoli, nikdar. In predsedujoča, tukaj si zasluži predsednica opomin. Po najmanjših standardih enega normalnega dialoga glede materije. Jaz nikoli nisem vpletu z nobenimi družinskimi člani, kar se tiče predsednice Državnega zbora, nikoli. Edinokrat, ko sem vpletal, je bilo o možu generalne sekretarke vlade, ki je šef GEN-I-ja. Edinkrat. In zahtevam opravičilo strani predsednice Državnega zbora v tem primeru. Ne bom pa govoril, zdaj bom pa še nekaj povedal, ne bom pa govoril, kako ste se vi lotili vašega bivšega kolega, ki je tudi dobil otroka, gospoda Novaka, in ga vlačil po vaših medijih. To je pa sramotno. In tukaj se pa Urška gospa ni nič oglasila, ko smo brali v Reporterju in prek necenzuriranega. Tukaj pa lepo tiho, toliko, o dvojnih merilih. Zdaj pa mir, prosim. Mi medijev nimamo, vemo pa, da SDS jih ima. Bi radi še eno pomin, dajte se obnašati, malo se umirite. Prostite, ampak te vaše komentarje, spoštovana, kolega Poglajen. Dokazano imate SDS-ovci medije v lasti.
medtem ko jih mi absolutno nimamo. In gre za medije, ki so obstajali že zdavnaj pred Svobodo. Tako da ne natulcujte in tudi ne dovolite si govoriti, da je kdorkoli iz Svobode karkoli rekel o Tinetu Novaku, v katerem koli mediju, ker se o njem sploh ne pogovarjamo. Nadaljujte. Glejte, na take vaše trditve pač je neka logična reakcija lahko samo smeh, ne? Ker drugega pač se človek že težko posluži, ko natolcujete tako, ampak da se vrnem na repliko. Spoštovana predsednica Državnega zbora, noben ni govoril o amandmajih, ampak o tem, da se zadeva umakne iz zakonodajne procedure in da se skupaj usedemo in pripravimo zakon, ki bi ustrezno, se pravi v skladju z Ustavo Republike Slovenije, v skladju z obstoječo zakonodajo, pač naslovil omenjeno materijo. O tem sem govoril, ne. O amandmajih pa je bilo strani vseh mojih poslanskih kolegov omenjeno samo to, da bomo v Slovenski demokratski stranki pripravili amandma, ki smo ga tudi vam dali na mizo, in zadevo dopolnili tako, da ne izpade res, oziroma da se ne bo v nadaljnosti govorilo samo o zadevi Lex Jaklič, ko ste tudi sama, spoštovana gospa predsedujoča, rekli prej v enem izmed vaših izvajanj. Glede vsega ostalega bom pa rekel tako, v življenju nisem videl tako burne reakcije nekoga, ki dobi knjigo v darilo. Hvala lepa. Bom se jaz potem v repliki odzvala, koliko tam